Spoštovani in dragi bratje in sestre v Kristusu, mi v Katoliški cerkvi se letos še s posebno pozornostjo in s posebnim veseljem udeležujemo tega svetopisemskega maratona. Zato, ker bomo ravno v tem tednu, 11. oktobra, začeli leto vere, kako ga je razglasil papež Benedikt XVI. Za nas v Katoliški cerkvi v Sloveniji pa s tem letom vere tudi začenjamo leto, ko bomo načrtovali naše dejavnosti v prihodnje. Te dejavnosti v prihodnje cerkve pa bodo imeli en sam namen: okrepiti našo osebno vero. Osebno vero v primerjavi z tradicionalnim verovanjem, ki je v tej naši sekularizirani evropski družbi vedno bolj ogroženo in zato mora dati prostor vedno bolj zavednim in ponosnim, veselim in hvaležnim osebni veri, osebni pripadnosti Jezusu Kristusu v cerkvi. Za osebno vero, kot vemo vsi mi kristijani, pa je ravno branje Svetega pisma izhodišče temeljnega in nenadomestljivega pomena. Vera je iz poslušanja, kot ravno beremo v Svetem pismu, in to poslušanje je poslušanje o dogodkih, ki so se zgodili in ki so posledica neskončne Božje ljubezni do nas. Kot pravi pisec prvega pisma apostola Janeza, je naša vera zgrajena na oznanilo o Božji ljubezni. Spoznali smo Božjo ljubezen in smo verovali vanj. Naša vera je odgovor na sporočilo o Božji ljubezni. Ta Božja ljubezen se je razodela v zgodovini, v zgodovinskih dogodkih. Naša vera ni vera, ki bi se hranila ali pa najprej, ali pa zgolj z razmišljanjem o naravi in njenih čudovitih pojavih. Tudi to ima prostor v naši veri, toda tisto odločilno je zgodovina. Je zgodovina Božjega delovanja, je zgodovina Božjega odrešenja, ki se je začela z zgodovinskimi dogodki. In zgodovinske dogodki se pripovedujejo. To je stvar suverene, Božje in svobodne odločitve, da ustvari svet, da potem po grehu poseže vanj v to zgodovino, v potek sveta in nas odreši smrti in greha, v katerega smo zapadli sami. Ta zgodovina je torej zgodovina pripovedovanja. Zgodovine ni mogoče deducirati, zgodovine ni mogoče izpeljati iz nekih premis, zato ker je stvar svobodnih odločitev in predvsem seveda suverene, svobodne odločitve Boga, ki je ena sama ljubezen. Svoj vrhunec je ta ljubezen, ta poseg v zgodovino človeštva doseglo, ko je Božja beseda sama postala človek in se naselila med nami, ko je Božji sin postal eden izmed nas in začel z nami deliti naše življenje, šel za nas in zaradi nas na križ, dal življenje za nas, ker večje ljubezni nima nihče, kakor je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje in na to vstal od mrtvih in tudi nam odprl pot v svojo nebeško srečo. To je vrhunec naše vere, vrhunec razodetja Božje ljubezni. To je tisto, kar oko ni videlo, kar uho ni slišalo in kar v človeško srce ni prišlo. To je nekaj, o čemer bi človek ne mogel nikoli sanjati, česar bi si človek ne mogel nikoli izmisliti ali dognati, če se to res ne bi zgodilo. To so dogodki, v katerih se pripoveduje. O tem se pripoveduje in ko se enkrat to pripoveduje, ko se bere, ko se sliši, se odgovori. Odgovori z vero, z vernim srcem. Odgovori z molitvijo
in tako branje Božje besede hrani našo molitev. Naša molitev je hkrati odgovor na odgovor verujočega srca na to poročilo o neskončni Božji ljubezni, ki jo je Bog izkazal do nas. Brez te molitve, brez tega osebnega odgovora ne more biti naše vere. In zato želimo tudi skupaj s tem, ko bomo krepili našo vero, naše navdušenje nad Jezusom Kristusom, našo zavednost, da smo deležni Božjega sporočila in da je to Božje sporočilo že sam del odrešenja, ki nam ga Bog naklanja, bomo s to molitvijo tudi oblikovali naše življenje, naš odgovor na Božje sporočilo, na Božjo ljubezen. Pri vsem tem ima torej svetopismo odločilno vlogo, odločilen pomen in s tem je podan tudi smisel in pomen tega svetopisemskega maratona, tega stalnega, dolgega, poglobljenega poslušanja Božje besede, da bi se Božja beseda naselila v naših srcih, da bi to srce postalo odgovor na Božje sporočilo. Svetopismo nam govori o Božjih dogodkih Božjega odrešenja in hkrati nam tudi poroča o tem, kako so ljudje, kako so naši predniki v veri, začenši z Abrahamom in vsemi drugimi, odgovarjali na to Božjo ljubezen in na ta način postanejo vzor za naš lastni osebni odgovor na njo. Tako da ostaja svetopismo hrana, Božja beseda hrana naše molitve in vsega našega krščanskega življenja. Zato naj v tem trenutku izrečem svojo hvaležnost in svoje priznanje svetopisemske družbe, da že ponovno organizira, priredi ta svetopisemski maraton, zato da bi resnično lahko tudi po tej poti zaznali mesto in pomembnost razodete Božje besede, ki ga hrani svetopismo v našem krščanskem življenju, da bi v našem krščanskem življenju odmevala ta Božja beseda in ga oblikovala